Kaj mislite, koliko časa bo trajalo, preden bo negativcu v naslednjem filmu o Jamesu Bondu takole namest siamskega mačka vozil tega robotka? Ja. Zdaj, tale negativc je zdaj v tem filmu v bistvu umrl, tako da bomo videli. Mogoče ga bo nadomestil sesalc. Ali pa kakšen drug robot, Mogoče. ki bo cheaper than humans. Med podcasterji je to že uveljavljena praksa, med videocasterji pa upam, da bo, in tokrat smo združili dve oddaji, ki se ukvarjate s tehnologijo, zato tukaj gostujeva v enih drugih prostorih, ker ponovadi pač ni tukaj zadnji v njih najnih običajnih škatl. Z nama je pa Lan, zdravo. Ja, ker smo v bistvu skupaj s T-Mobilovimi digitalijami, snemamo našo tehnokamero. in bomo drugega rezali pol. Ja. Ta robotek je pa v bistvu tukaj zato, ker bomo poskušali malo olajšati ta decembrski stres pri nakupovanju daril, sploh kakšnih tehnoloških daril, in smo to najdeli kot eno takih stvari, ki nam je bila letos zelo všeč. To je ena stvar, ki pride v kinematografe, mislim, da v naslednjih dneh. Gre pa tukaj za sodelovanje Disneyja pa Sphera in so naredili en tak simpatičen robot. Ki je sicer popolnoma neuporaben, ampak je pa zabavna reč, če imate slučajno tako približno 200 € odveč, pri čemer seveda plačate približno 20% za tehnologijo in ostalo za rabo blagovnih znamk Star Wars. Ampak ja, to je vsekakor nekaj za navdušence, sicer nič kaj posebnega ne dela, razen se tukaj okoli vali, ampak je pa cool. Ena od teh stvari, ki se mi zdi, da ko jo daš iz škatle, jo par ur sprehajaš, preganjaš mačko z njo po stanovanju recimo, pa po nekaj dneh verjetno obleži v škatli ali pa v enem kotu pozabljena. Ja. No, saj, podobno bo verjetno tudi s kakšnimi dodatki za telefone, ker pač telefone imamo zadnje čase vsi zelo radi. In recimo ena taka je tale za snemanje timelapsa. V bistvu daš takole telefon, daš gor, noter, in pa nastaviš še lahko tako, da se stvar v bistvu vrti, zelo počasi, nastaviš ta timelapse v aplikaciji za fotografiranje in pa posnameš lepo panoramo okrog. In predvsem telefon ti ne pade na tla iz nekje, kamor bi ga drugače postavil. A je to samostojna naprava ali je to mogoče malo predelana kuhinjska ura? Zveni kot kuhinjska ura. Zelo podobno, ja. Sliši se, ja. Ja. Ta tik-tak mačinska kuhinjska ura včasih. Ja. Ja. No, ampak lahko imaš pa tukaj še eno dodatno funkcijo. Če kupiš tale ta nov Chipolo, ta slovenski izdelek, ta žetonček, v bistvu lahko pol na Chipolo ima na novo funkcijo, da snemaš, da v bistvu da ga imaš kot daljinca za selfije. Pritisneš za selfie in potem streseš Chipolo in pač tam na fotoaparatu se sproži, samo sproži v 2 sekunde in te fotka. En zanimiv dodatek, ki sem ga jaz opazil v letošnjem letu, pa zna biti mogoče za gospodinje ali pa za moške, ki se radi sučejo po kuhinji, je tehtnica. Zgleda kot običajna tehtnica, razen da nima zaslona. Kje pa je zaslon? Zaslon je pa na našem mobilniku, se pravi, na mobilnik prenesemo aplikacijo za Android ali pa za iOS. Ampak kaj drugače tehta pa ta tehtnica, kot če bi imela tukaj zaslon? Čist nič drugačno, ampak kar je pa dodana vrednost tega je pa ta, da ima aplikacija na telefonu cel kup receptov, ki ti točno pokažejo, koliko kakšne sestavine potrebuješ, in če imaš slučajno manj, kot jo zahteva recept, ti tehtnica v skladu oziroma skupaj z aplikacijo prilagodi celoten recept. Se pravi, da ne bojo palačinke preveč vodene, če nimamo moke recimo, ampak bojo glih pravšne. Tako da to je spet ena IoT, ki je šel v kuhno. In je manj trapasta kot običajne IoT zadeve, kjer bi recimo samo postavil na vago in namesto da bi ti vaga pokazala, koliko vaga bi mogel ta prvi v appu pogledati, da bi izvedel, koliko je. To je bila prva generacija pametnih kuhinjskih naprav. Ampak še vedno se boš težko izognil temu, da boš imel moko ali pa sladkor na telefonu, ker boš mogel uporabljati zaslon telefona. Še en dodatek za telefon lahko menimo, ker vemo, da ljudje jih mečete po tleh telefone pa tako naprej, pa da baterija slabo zdrži, in tukaj recimo taki ovitki, kot je tale OtterBox, so lahko zelo
uporabni za kakšne take namene, da pač malo doda baterije, pač takole gre, v tem primeru iPhone, gre pač takole noter in je dodatna baterija, sicer stvar seveda veliko težja, pa tudi ta uvitek ni tako zelo pocen, ker je 100 € stane, ampak za mogoče kakšne namene lahko zelo v redu. Naslednja. Imaš ti kakšnega večjega robota še? Imam tudi, se to smo jih hotel vprašati. Kaj mislite, katerih robotov je trenutno največ na svetu? A so to v avtomobilskih fabrikah švasajo, a so to kakšni drugi? Jaz vem, da ni tazga, da ni veliko takih, ki bi recimo meni doma na kavč prinesel hladno pivo z hladilnika. Ne, ampak so pa taki, ki ti pod kavčem spodaj šibajo okrog in te malo motijo. Ja? Zato, ker hočejo posesati. Aha, ok. Teh je največ. Ja, uradno ne bi bilo največ takih robotov na svetu in to je teh robotskih sesalcev. Tale je pač najbolj znan robot, mislim, da ima tudi največji tržni delež in čeprav so ga zelo skopirali na 1001 način. Za različne cenovne segmente je tole še zmeraj ena od takih bolj pogostih hišnih pomočnic ali pa pomočnikov, ki še ni butler. Ne vem, če je tole čisto v slogu tele moje majice, da je cenejši kot ljudje, zato ker smo zračunali, da bi tako kar nekaj časa čisto, ali pa tudi, če bi dajal stanovanje čistiti, pač kar nekaj čiščen, če bi najemil nekoga za to, da se enega tega kupiš. Praksa pač kaže, da je ideja dobra, izvedba je skozi manj slaba, ampak dejstvo pa je, da tale ti tako hitro ti posesa površine, ki jih tudi sam hitro posesaš, medtem, ker tisto sedim se pa matraš, se pa tudi ta matra. Kaj pomeni pod stoli, omarami in podobno, se še zmeraj treba stegvati stuno. Prihaja ena naslednja generacija, mislim, da že v naslednjih mesecih, ki bo imela pa celo Wi-Fi connectivity in ga boš lahko upravljal preko aplikacije. Se pravi, boš sedel v službi ali boš na potovanju. Namesto avta na daljince. Ja, tako ja. Ampak mislim, da bi bila stvar recimo uporabna, če bi imel še gor kakšen senzor temperature, pa vlažnosti, se pravi, da bi združil več teh IoT ali pa več različnih naprav v sesalcu. Da bi imel še hišnega špijona. Da bi imel še hišnega špijona, pa da bi imel še nadzorno kamero gor, pa kaj tazga. No, ena stvar, ki je bila letos meni tako zelo všeč, saj spet je malo vprašanje uporabnosti, je takle računalnik takole v ključku HDMI, v bistvu ga lahko kjerkoli monitor ali pa TV, ki ima vhod HDMI, preklopiš in imaš v bistvu računalnik lahko ves čas v žepu, za 150 € približno, tole se mi zdi kar v redu zadeva. Zdaj pa za kakšnega, ki bi se pa mogoče malo hotel učiti računalništva, mogoče kakšnega takega programiranja osnovnega, je pa tole zelo zanimiva stvar, tale malina. Raspberry Pi, za njih 50 € dobiš v bistvu čist kompleten računalnik in poganjaš gor kakšen Linux ali pa une prilagojene Windows 10 in Veliko je že prilagojenega, nekaj lahko sam sprogramiraš in lahko krmiraš recimo takele lučke, ko so tukaj na smrekci, bi brez problema pa še vrskaj drugega. In še te robotnice skupaj s 3D tiskalniki in podobnimi napravami, tako spet malo ta gibanje izdelovalništva, pa tega, da se spet računalnike majčkeno vrača uporabniku, zaradi tega, ker naslednji del, in to so pač telefoni in ure, so tipičen primer popolnoma zaprte tehnologije, kjer ti ne moreš tega ne odpreti, ne karkoli po svoje narediti, ampak samo tisto, kar ti proizvajalec omogoča. In to je že tako, ker je včasih bil Linux skoraj filozofska, tak upor proti zaprtim škatlam. Lenart je omenil ure. Ure so popularne, niso še toliko popularne, ni sigurno še toliko pametnih ur, kot je nekih robotov z uporabno vrednostjo, ampak ure so tukaj, zdaj, oblike kvadratne. A so že tako daleč, da jih lahko v bistvu dejansko priporočimo za daril? A si to že upamo? Lani si nismo. Mogoče bolj kot lani. Ja. Ker so vsaj ratale lepše, bolj uporabne. Ja, bolj uporabne, še vedno pa mislim, da ura ni tisto, kar bi bilo neko masovno darilo. Ja. Je za tiste, ki si želijo biti nekako tehnološko v času ali pa imajo mogoče par stotakov viška v denarnici. Ja, ampak no, če omenimo konkretno recimo tele Samsungova Gear S2 pa Apple Watch sta verjetno trenutno najbolj taka predstavnika primerka, ki jih lahko priporočimo. In tudi delata do 2 dni. Ja, z enim polnjenjem baterije. Ja. Ne vsega skupaj. Ja. Tako da ure, če ne letos, pa naslednje leto sigurno. Ja. No pa še en majhen dodatek lahko omenimo, tale Googleov nov Chromecast.
to je spet nekaj, kar gre v HDMI. In pa čez tole lahko na televizijo v bistvu pripeleš razne vsebine iz telefona, tisto, kar si od nekod dol potegnil, ali pa pač nekje plačal, kakšen film ali tako naprej. Tako da, V Sloveniji si ga, kako se temu reče, legalno, nelegalno plačal, si v bistvu illegal paying ja, customer. pa tako pocen dodatek, ki v bistvu doda nekaj tiste pameti v TV, če jo mogoče TV nima ali pa če tam kaj pogrešaš. Kakšna je pa razlika med prvim in drugim? Ker prvi je bil tako delno uporaben, ta prvi trajal še skoraj en let, preden je Google sploh odprl API, da so lahko začeli aplikacije razvijati, pa pol stvari ni delali tako. Mislim, lahko si samo en par stvari, ki so bili pač v Googlovih, mislim, v Androidu, je bilo približno podprto, ostalo je bilo pa tako. To je zdaj že kaj več se da delati s tem ali? Ta vem, da deluje z iOS-om. Za prvega nisem čisto prepričan, če je deloval, sicer je nabor funkcionalnosti malo drugačen kot pri Androidu, se pravi, manj stvari lahko, ampak vem za slike, video in audio, da se da brez problema prenašati za televizijo. Tako da je uporabno. Pa še enkrat, ne, tako kot je Matjaž povedal, stvar je dostopna, mislim, da je 39 dolarjev oziroma evrov v trgovini. Tako da to so bila nekako naša priporočila. Mislim, da smo odprli vse škatle, ki jih imamo tukaj. Ja, odprli smo vse škatle, predstavili smo vse, kar smo mi na hitro našli. Enega telefona ni tukaj, ni hecno. Ja, nobenega telefona ni, vse stvari pa delujejo s telefonom. A ne? Ja. Telefona pa zato ni, ker realno danes težko sploh še kaj dosti priporočaš ali pa ne priporočaš, ker so praktično vsi telefoni, ki jih lahko kupiš, dovolj dobri, da poganjajo vse to, pa samo še prestane prestižnega faktorja in pač unih dodatnih funkcionalnosti, ki še zmeraj stanejo 500 in več evrov. Ampak telefoni so postali, tako kot včasih računalniki, kište, vse dela zrela tehnologija, s katero se bo skozi imeli ljudi uporabljali. Ja, zanimivo je pa tisto, kar dodatno povežeš s telefonom, pa kar z njim počneš. Kaj mislite, da bomo naslednje leto v tem času lahko napovedovali, kaj bo novega, a bojo roboti, bojo bartenderji, a bomo imeli... Jaz računam, da bi bila lahko še kakšna ta čelada ali kaj takega, da bomo ljudi še malo bolj osamili, kot so že. Ja, se pravi, VR je sigurno. Ja. Robotov še več. Se pravi, bomo imeli in očala, in kamere, s katerimi bomo lahko producirali. Frčač manjka. Frčača smo malo razmišljali, ampak... Ni nam dostopen, fizično po prostoru, pa par stotakov smo kratki. Tako nekako. A boš spustil tega majstra? Ja. Še enkrat, da bo šel mečkam naokoli. Tako da vam želimo veselo nakupovanje, čim manj gneče v trgovinah, pa seveda vesel Božič in srečno novo leto. Lepe praznike. Enako. Pa čim manj nepotrebnih nakupov.